če rečemo, da nepremičnino potres uniči, denar razvrednoti inflacija oziroma hiperinflacija, delnico, da v bistvu recesija podjetje vrže na kolena, ne. Plemenita kovina, razen seveda, če tega ne ukradajo, res je, ne prinaša obresti, ne prinaša najemnin, ne prinaša dividend, ampak vrednost pa ohranja. Kakšna bo vrednost zlata konec leta 2026? Banke napovedujejo vsaj 20% više. Srebro je tisto, ki je res podcenjeno. Od leta 1991, ki se je Slovenija osamosvojila, smo imeli več kot 50 različnih kriz. Finančna kriza, covid kriza, naftna kriza in. Mi živimo krize na vsakih par let. Razmišljajte na ta način, da ko bo neka kriza, da bo za vas priložnost. Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Bika za roge, podcast, v katerem odgovarjamo na vprašanja, ki imajo več odgovorov. In danes bomo ponovno odgovarjali na vprašanje, kako se pripravimo na naslednjo krizo. In z mano je direktor Elementuma Peter Slapšak. Živijo, Peter. Živijo. Peter, kot sem omenil, direktor podjetja Elementum, v bistvu sta dve podjetji, kakor vem. Ja. Ukvarjate se z trgovino plemenitih kovin. A sem prav to? Ja, uradno, čist pravilno. Ja. Mogoče dim pri naglasu je podjetje Elementum. To je bilo prvo podjetje, ustanovljeno pred skoraj 20 leti. V septembru letos praznujemo 20. leto. Je fokusirano na nakup in prodajo fizičnega zlata. Potem pa zelo kmalu, leta 2007 v marcu, smo ustanovili dodatno še Elementum AG kot Argentum, srebro, tako da v bistvu smo ločili dejansko trgovino z eno kovino na eno podjetje, z drugo kovino na drugo podjetje. Ok. Zaprav govorimo o zlatu in srebru. To kupujete in prodajate. Tako. Tako čist, da si ljudje lažje predstavljajo. Od koga kupujete in komu prodajate? Vi verjetno ne kopljete zlata. Vi ga nekje ga morate dobiti. Kako to? Ja. Osnova ali pa namen, zakaj smo, bom rekel, odprli podjetje Elementum pred toliko leti, je, da se je že leta 2006 nakazovala finančna kriza. In v bistvu v Sloveniji mogoče to še ni bilo tako vidno. Takrat smo veselo vlagali v predvsem vzajemne sklade. Če se spomnimo tudi v delnice, slovenski borzni indeks je dosegal rekordne nivoje tudi na svetovnem merilu. Medtem ko v Nemčiji se je pa že v bistvu nakazovalo, da se finančna kriza približuje in se predvsej, bom rekel, povečevalo, interes za nakup fizičnega zlata. Ne? V Sloveniji tudi ni bilo take tradicije, tako da zelo malo ljudem je prišlo na idejo, da bi kupilo fizično zlato, fizično srebro. No in glede na to, da smo bili v panogi, se pravi vzajemnih skladov, zavarovanj v trženju tega, se je potem, ideja bila polkar samo po sebi praktično spontana, da je dobro tudi ponuditi v Sloveniji zlato in srebro. Ne? In glede na to, da v Sloveniji ni bilo take tradicije kupovanja zlata in srebra kot v Nemčiji, Švici, Avstriji, smo dejansko na začetku začeli. Ne? In lahko rečemo v teh 20 letih, da je podjetje Elementum ali da smo v podjetju res naredili ogromno za razvoj trga plemenitih kovin v Sloveniji. Ok, ampak kupujete pa od kovnic ali kako? Kupujemo, ja, od kovnic. Zakaj? Zato, ker je to v bistvu pomembno za kupce. Ne? Se pravi, da kupujejo zlato najvišje čistine, da kupujejo zlato, kjer so v bistvu vedno likvidni, ne? Kaj ti kovnice, ki imajo tako imenovan good delivery status, zagotavljajo in kvaliteto in likvidnost, imajo dovoljene strani centralnih bank in pa države in pa imajo relativno velik promet. Ne? Se pravi, recimo kovnica Umicore, s katero že zdaj 20 leto sodelujemo, ona ima prometa preko 20 milijard evrov letnega prometa. Recimo bila je tudi, the most sustainable company in the world leta 2014, ker pa v bistvu plemenite kovine pridobiva skozi reciklažo. Največje podjetje za reciklažo na svetu.
In pa mogoče vezano, se pravi, ja, kupujemo od kovnic in ta good delivery status je pomemben in se obnavlja na letni bazi. Ne? Se pravi, če ima neko podjetje neprekinjeno ta status od 1930. leta, je to pomembno, ne? Predvsem iz naslova potem odkupa. Se pravi, eno je, ko stranki prodamo, ampak stranka mora imeti tudi kadarkoli možnost odprodati nazaj, ne, in dobiti denar. In v bistvu zato je pomembno, kakšno zlato in srebro se kupuje. A prodajate samo zlato, ki je namenjeno naložbi? Samo naložbeno zlato? Ja, 99,99% je, bom rekel, to zlato namenjeno naložbi. Lahko dobavljamo seveda tudi tako imenovano zlato in srebro v granulah, se pravi za industrijo. Vendar praktično v Sloveniji, glede na majhnost trga, niti ni povpraševanja po tem, kajti večina za recimo zlatarji, bom rekel, takega zlata pridobijo iz loma, se pravi iz odkupa nakita, starega nakita. Srebro smo, bom rekel, na obdobje prodajali enemu večjemu sistemu v Sloveniji. Takrat mogoče, če se spomnite, ki je bil COVID in v bistvu so bile tudi pretrgane dobavne poti, tako da smo skočili takrat in rešili en del pomembne proizvodnje. Drugače pa ja, naložbene palce mi rečemo, ne, tudi če 1 gram zlata, rečemo temu zlata palica, pa vse tja do 1 kilograma zlata, pri srebru pa od 10 gramov pa vse tja do 15 kilogramov zlata. Srebra, pardon. Ok. Greva zdaj midva kar direkt na najno temo. Zdaj sva spoznala, kakšen je tvoj posel, s čim se ukvarjaš, zdaj pa, kar se zlata tiče. Slišimo, tako da nekateri zlata sploh ne vidijo kot naložbo. Da to sploh ni investicija, ker nič ne prinese. Nima obresti, nima dividend, nima nobene najemnine. Kje izvira vrednost? Kaj daje vrednost zlatu? Mislim, je ena zelo pomembna stvar, ne? Da je omejeno. In ker je zlato omejeno, v svoji zgodovini več tisoč let, je bilo vedno zanimivo. Ne? In ker je omejeno in zanimivo, in ker se ga da zamenjati, relativno tudi na manjše enote pridelati, nikoli ni bilo vredno nič. Medtem ko za kakšne druge stvari, ki mogoče prinašajo obresti, prinašajo dividende, prinašajo najemnino, bi pa težko rekli, ne? Če rečemo, da nepremičnino potres uniči, denar razvrednoti inflacija oziroma hiperinflacija ali pa propad države, ne? Delnico, da v bistvu recesija podjetje praktično vrže na kolena, ne? Plemenita kovina, razen seveda, če tega ne ukradajo, res je, ne prinaša obresti, ne prinaša najemnin, ne prinaša dividend, ampak vrednost pa ohranja. In lahko rečem, v zadnjih 15 letih ni samo ohranjalo vrednost, ampak je bil dejansko letni donos na evro okrog 10%. Ne? Kljub vsem nihanjem tudi navzdol. Vmes, mislim, da leta 2011 oziroma 2012 je bilo leto, ki je imelo letni negativni donos 38%, ampak kljub vsem tem nihanjem je bilo to še vedno 10% letno. Ne? Se pravi, če rečemo, da nekaj, kar ne prinaša obresti, kar ne prinaša dividend in kar ne prinaša najemnin, kljub vsemu v bistvu letno raste za en tak lep procent, 10%, jaz mislim, da je to kar v redu. Kaj pa samo dejstvo, da ga radi nosimo? Da ljudje radi to nosimo kot nakit. A to kakorkoli vpliva na vrednost zlata? Ja, sigurno, v bistvu. Zdaj, če čisto malo pogledamo strukturo, od 100 enot nakopanga zlata na svetu na leto, gre 90 enot v izdelavo nakita in zlatih palc. Tako da v bistvu nakit, lahko rečemo, ima delež skoraj 50%. Največji kupec nakita v svetu sta 2 državi, verjetno veva, o kateri govorimo, v Kitajski in v Indiji. Pred nekaj leti je absolutno prednjačila Indija, potem pa z višanjem kupne moči
prednjači sedaj Kitajska kot največji trg. Ne. Seveda ogromno nakita se proda tudi v državah, kjer je zdaj vojna. Tako da tukaj je opazen upad, ampak jaz mislim, da je to zelo začasno, ne, da ko se bodo stvari umirile, bo zopet se zelo hitro vse normaliziralo. Samo 10% gre pa v industrijo. Tako da je pa to ravno obratno od srebra, kjer gre pa 80% v industrijo in pa samo 20% za naložbe v srebrne palce in pa srebrnike. In to večina ljudi in investitorjev pa ne ve. Ne? In če mečkem še pol številke, si predstavljamo, letna proizvodnja zlata, se pravi vsega na svetu, znaša cirka 3600 ton. Ne? Vrednostno je to nekje okrog 500 milijard dolarjev, pa rečemo evrov. No? Srebra se pa nakoplje cirka 25,000 ton, vrednostno je pa to 55 milijard evrov. In če rečeva, da je v bistvu samo 20% od 55 milijard gre v srebrne palce in srebrnike, ne, to je 11 milijard za cel svet. Samo v Sloveniji je pa denarja na bankah 30 milijard, ne, spravi lahko mi pokupimo skoraj 3-letno proizvodnjo vseh srebrnih palc in srebrnikov na svetu. Ne. Okay. Tako da zanimiva, bom rekel, primerjava plus zanimiva recimo temu priložnost, ne, lahko rečem. Ne, ker več ljudi, ki bo poznal ta podatek, ne, pa bo en del, ravno veliko premoženja investirali v srebro, recimo, ne, lahko zelo vpliva to na ceno. Pa še en zanimiv podatek je, če vemo, da je že zadnjih 5 let se več porabili srebra, kakor nakopali in reciklirali, že 5 let zapored, in vse kaže, da je to velik strukturni primanjkljaj, ne, ki ga bo težko nadomestiti, kaj ti novih nahajališč ne odkrivajo. Ne. Je to še dodaten plus, zakaj investirati v to plemenito kovino. Okay, zdaj sva malo šla na srebro in zdaj mogoče bi se tle še malo tega dotaknila, kar si omenil. Kaj pa povzroča ta presežek povpraševanja po srebru? In ali se lahko nadaljuje še v prihodnost? Kakšna je tle prognoza? Tam nekje, ki so se mi dva rodila, pa tja do leta 2000, je v bistvu se največ srebra porabljalo samo v eni panogi. Verjetno veš, v kateri, če ti omenim ime Kodak. Ne? Se pravi v fotoindustriji za razvijanje slik. To se je porabljalo večina srebra, potem se je nekaj porabljalo za izdelavo beštek, se pravi pribora, ne, srebrnega. Zakaj pribor? Zato, ker srebro je antibakterijsko, ne, in je to v bistvu zelo zaželeno potem. In pa pol za srebrnike in srebrne palce. Danes se srebro praktično uporablja povsod. Ne. Recimo tukaj v studiu, v temole mikrofonu je srebro, ne. V tvojemu telefonu je srebro, v kameri je srebro, skratka v vsakem stikalu tukaj zadaj je srebro. Ne. Zato, ker srebro ima toliko, bom rekel, posebnih lastnosti, se pravi najboljši prevodnik toplote, najboljši prevodnik energije, elektrike, ne. Ima zelo nizko kotalno trenje, najboljši odboj svetlobe, je katalizator v kemični reakciji, ko se nafta predeluje plastiko, je antibakterijska. Skratka, ogromno v bistvu unikatnih lastnosti pri tej ceni. Ne? In se je uporabnost za razvojem elektroindustrije ekstremno povečalo. Ne? Tako da danes se največ srebra porabi v solarnih panelih, te nitke, ne, okay. So prevlečene s srebrno pasto, da je boljša prevodnost. Ne? Potem v avtomobilih, še posebej električnih, tukaj noter se porabi med 20-30 gramov srebra. Ne? Zdaj žal pač tudi v vojaški industriji, ne, ker vidimo, da v bistvu rakete so sofisticirana elektronska naprava, ne, pa droni in tako naprej. Tako da v bistvu ogromno je vrst uporabe. In en izziv je, da recimo, če rečeva ena Tesla ali pa en električni avto, ki stane 30 do 50 tisoč evrov, ne, pa je noter 30 gramov srebra vrednega, reče zdaj 100 evrov, se ga ne splača reciklirati. Ne. Tako da srebro, ko je enkrat ugrajeno v neki izdelek,
je praktično porabljen. Ne, zato, ker je cena tako nizka in elektrike več porabiš, da bi ga lahko recikliral. Ne. Tako da se zelo malo srebra vrne nazaj in tukaj je pol ta strukturni primanjkljaj, ker se ga vedno več porab, ni nekega substituta v tem trenutku. Na drugi strani je pa v bistvu geološko gledano, zlato so najdeli do zdaj par tisoč metrov globoko pod zemljo, 3500 in tako naprej, v Južni Afriki recimo. No, srebra niso najdeli globje od 500 metrov. Tako da geološko se srebro nahaja bolj na površini zemlje. Ne? In vsa ta največja nahajališča so že odkrita. V principu, ne? Tako da bo zelo zanimivo. No? Okay. Se pravi, z razvojem te električne industrije bo ta povpraševanje po srebru še naprej raslo. Ja. Sploh, če ne vem, omenil si solarne panele, ne? Če je solarna energija prihodnost, verjetno bo tega še dosti več. Omenil si, se pravi, ta struktura nakupov zlata. Kaj pa centralne banke? Recimo, prej si omenil, koliko je nakita, koliko je naložbenega, pa koliko je za industrijo. Kaj pa centralne banke? A so tudi v tej strukturi noter? Ker jaz bi rekel, da centralne banke da so glavni kupec zlata. Ali se motim? Ja, spet, če gledamo malo v zgodovino denarja, dejansko prvi denar je bil zlato pa srebro, v bistvu tudi argentum po latinsko pomeni denar. Ne? Tako da prvi je bil srebrni standard na Kitajskem, potem zlati standard, kot ga poznamo, bom rekel, v zahodnem svetu, prvi zlati standard in drugi zlati standard. Namen zlatega standarda je bil, da v bistvu nismo trgovali pač za zlatom, ampak z nečem lažjim, s papirnatimi bankovci ali rečemo temu zadolžnicami. Kolikor je banka lahko izdala teh papirnatih zadolžnic oziroma denarja, toliko je mogla imeti shranjenega pač pri sebi v skladiščih v zlato. In težava, ki je nastala, predvsem v Ameriki, potem po drugi svetovni vojni, da se Amerika rabila zadolževati. Šla je v Vietnamsko vojno, rabila je denar za orožje, za logistiko, za sprotne, bom rekel, izdatke in je mogla printati denar. In če je bilo prepovedano dodatno naprintati denar, če ne dodaš neki zlata, pa tega nisi mogel več narediti. Tako da v bistvu 1970 leta pa je Richard Nixon začasno ukinil zlati standard, tako da so lahko začeli printati denar. No, ta začasno je že več kot 50 let. Ampak potem so nekako centralne banke relativno imele stabilne zlate rezerve, niso ne kupovali, ne prodajale. Potem nekje okrog leta 2000, zelo zanimivo, takrat je bilo zlato na najnižji vrednosti. Je in britanska in švicarska centralna banka prodala velik del zlatih rezerv. Res zanimivo, v bistvu pri najnižji ceni zgodovinsko, pa je zopet. No, ampak trend se je obrnil. In dejansko v zadnjih 10 let so centralne banke zopet postajale neto kupci zlata. Predvsem centralne banke BRICS držav. BRICS države, Brazilija, Indija, Rusija, Kitajska, dodatno Južna Afrika, tudi mislim, da se je Iran pridružil in ostale tudi nekatere savdske države. Tako da v bistvu je zdaj trend, kot centralne banke zaradi više inflacije, zaradi v bistvu nestabilnosti dolarja, ali pa zaščite proti nestabilnosti, dokupujejo zlato. Tudi Slovenska centralna banka je v lanskem letu dokupila 500 kg zlata, pohvalno, bom rekel, škoda, da ni že prej. S tem trendom je pa začela Ruska centralna banka pred dobrimi 10 leti. Potem v začetku COVID-a se je pridružila Kitajska centralna banka in pol ostale banke. Tako da ja, danes so centralne banke pomemben kupec zlata in razlogi, zakaj kupujejo centralne banke, niso zaradi profita, ampak je razlog varnost in razpršitev. In to v bistvu je tudi glavni razlog nakupa zlata strani strank kot privatnih oseb.
vsaj v Sloveniji, pri nas v bistvu, ne želimo, da prvič kupuje stranke zaradi profita zlato, ne? Ampak da kupuje zaradi varnosti in razpršitve in da ne kupujejo na kratki rok, pol leta, leto, ampak strateško, ne? Se pravi 3 do 5 let ali več. Ne? Ok, ampak tlele pridemo do enega problema zdaj. A ne? Se pravi, ja, zlato je zelo redko, a ne, kot si omenil, zaradi tega tudi ima ta status, a ne, ki ga ima. Je pa prejšnji gost, a ne, omenil situacijo, ki so Francozi imeli shranjeno zlato v Fort Knoxu, ne, v Ameriki, in so rekli Američanom, mi bi pa zdaj nazaj to zlato, a ne, in Američani jim niso poslali zlata, ampak dolarje. A ne. Se pravi, je zelo odvisen od tega, kje imaš ti hranjeno to zlato. A ne. Se pravi, to je nek, bom rekel, nek narekovaju strošek, a ne, ali nek minus zlata, ne, da ga nekje hranaš in transport. Ne. Zdaj vse te kile in tone podobno razvažati, mislim, ne deluje najbolj varno. No? Tako. Res je, ja, se ta zgodba je zanimiva s Francozi, ne? Oni so dejansko poslali vojne ladje, ne? Da bi dobili to zlato, pa jim pol na koncu ni uspel. Tudi recimo Nemci pred parimi leti, ker oni so v bistvu mogli svoje zlato tudi shraniti v Ameriki, ne? Ki so izgubili vojno. In zdaj ga želijo dobiti nazaj. Ne? In dejansko jih sploh, čeprav je njihovo zlato evidentno, jih ne spustijo do njihovega zlata. Ne? Uraden izgovor je, da je to velika logistična operacija, pripeljati, mislim, da okrog 300 ton zlata iz Amerike v Nemčijo. Ne? Če se izrazim malo tako po domač, to je buča v bistvu. Ne? To ni res. Kdor hoče, vedno najde pot in te transporti, če vemo, da se na leto nakoplje več kot 3600 ton in da se vsako leto to nekam pretransportira, pa če pogledamo, koliko Švica v enem letu uvozi in izvozi zlata, tako da to ni noben logistični problem. Ne? Tako da so zadnji veliki interesi. Ne? Tako da eno je, ko govorimo o zlatu in bom rekel, ki je shranjeno zlato držav. To je čisto druga zgodba. Ne? Če govorimo pa, bom rekel, ki je shranjeno zlato ali pa srebro posameznikov, je pa to predvsej bolj preprosta v bistvu zadeva, ne? Ni tako strateško. Ne? Je pa pomembno, kje imate svoje plemenite kovine spravljene. In jaz sem nekako tako zagovarjam, ne? Tako kot pri ustvarjanju premoženja. Ne? Smo v bistvu se naučili v finančni krizi 2008, ko to je bila v bistvu prva finančna kriza v Sloveniji, taka resna, ne? Da rečemo, da je 100%, da nič ni 100%. Ne? In prvič, da moraš razpršiti premoženje. Ne? Vedno smo v bistvu pač gledamo, joj, tam, ko so veliki donosi, pol kje gre denar, ne, v bistvu, ampak moraš ga razpršiti. In tudi pri v bistvu plemenitih kovinah, razprši ga nekaj v zlato, pa nekaj v srebro. Ne? Pa tudi pri shranjevanju. Ne? Nekaj ga imaj, bom rekel, blizu sebe, ne? Nam rekel doma. Ne? Nekaj ga imaj, bom rekel, na zelo varnem mestu tudi doma. Nekaj pa mogoče ni najboljš, da ga imaš v tej isti državi, ampak mogoče kje druge. Ne? Tako da tudi mi smo strukturirali preko možnosti nakupa in shranjevanja plemenitih kovin. Se pravi, eno je, da ga stranka lahko prevzame v Sloveniji in sama poskrbi za hranjenje v Sloveniji. Ne? Drugo pa omogočamo tudi možnost shranjevanja v bistvu plemenitih kovin izven Slovenije in tudi izven bančnega sistema, to je pa v Švici. Ne? V Švici, zakaj v Švici? Iz 2 razlogov. Eno je, ker je streh mogoče, ker je Švica zgodovinsko gledana nevtralna država, ne? Spet nič ni 100%, ne? Ampak kljub vsemu je ogromno premoženja shranjenega v Švici, sprav to je dobro, se je izkazalo. Drugič, v Švici so največje kovnice zlata na svetu in srebrane. Sprav to je pomemben predvsem iz odprodajnega vidika. Ne? In to se je zelo dobro izkazalo v času COVID-a, ko so bile meje zaprte, mobilnost je bila omejena. Skratka, mi smo skozi lahko
omogočali in nakupe in odprodaje, medtem ko vsi ostali ponudniki v Sloveniji niso tega omogočali. Ne? In pa tretje, mogoče pa ta, predvsem pri srebru, je pa davčni vidik, ker ob nakupu srebra, bom rekel, z dobavo v Slovenijo, moraš plačati 22% DDV. Ne? Če ga pa Slovenec kupi in ga namesto, da ga pripelje v Slovenijo, pripelje v brezcarinsko skladišče v Švici, ne? Pa dokler je to srebro noter, ni treba plačati DDV-ja. Sprav za isti denar dobiš več srebra. Je pa res, kot si omenil, je strošek varovanja in zavarovanja, kar je pa tudi ne nazadnje, če imaš delnice, imaš stroške, pa če imaš vzajemne sklade, imaš tudi interne stroške. Tako da v bistvu velikokrat se o stroških tudi pri finančnih produktih ne govori. Recimo tudi pri kriptovalutah je zelo atraktivno pač jih imeti, ampak ko ti kupuješ pa prodajaš, so pogosto zelo visoke provizije. Tako da vedno je dobro pogledati širšo sliko. In zelo zanimivo tudi pri naložbah, bom rekel, naš strateg je imel eno stranko, ki ga je vprašala, kaj vi meni predlagate, kaj ne zdaj skupam, za 100,000 evrov je bila v bistvu debata, to je bil nek profesor, a ne kupam zlato ali ne kupam srebro ali kaj drugega. Pa bom rekel, preden moj odgovoril, se je ugriznil za jezik, pa ni mu odgovoril, pa ga je rajš vprašal. Prav, lejte, za vsako stvar rabite svoje orodje. In to je isto tako, kot pri zlatu in srebru. Ali klešče ali kladivo, odvisno zakaj želite ga imeti. In tako je in pri shranjevanju in pri nakupovanju. Odvisno zakaj. Vsaka stvar ima svoje pluse in svoje minuse. Moraš pogledati z obeh plati. Ja, to je sigurno. Pa to, kar si omenil, razpršenost. To se mi zdi ključen del enačbe. Kar je tukaj, tudi to nas uči ta izkušnja Francozov pa Nemcev, je, ali takrat, ko boš res rabo, a boš imel dostop do tega. A boš lahko v sefu dvignil, a boš lahko v Švici dvignil, a boš lahko sploh v Švico vršal. Tako. Zaradi tega transporta, rekel minusa transporta zlata, ne vem, kako ti gledaš? V bistvu moj odgovor, ker to je recimo eno izmed bolj pogostih vprašanj, ki je na mestu. V bistvu, lahko gledamo na ta način. Okay, če pride do nečesa hujšega, to so izredne razmere, da ti ne moreš priti do svojih plemenitih kovin. Verjetno je to kakšna vojna ali pa kaj. Se pravi, če imaš ti svoje zlato pri sebi, ti ga lahko ukradejo. Ti moraš bežati, ga vzameš, ali te pa izsiljujejo, imaš, ne vem, pol kilograma zlata v eni palci, pa moraš priti z avtom 100 km, pa ti zmanjka benzina. Nadin to imaš. Kaj boš naredil? Boš dal 500 gramsko zlato palco, ki je absolutno predraga, zato da se boš rešil, bom rekel, življenje, recimo. Ali pa nekdo ve, da imaš in, ne vem, te, bom rekel, izsiljuje tvojo družino. Se pravi, potem ga nimaš več. Pol je boljš, da ga imaš nekje druge, recimo v Švici. Na drugi strani, mogoče trenutno ne boš mogel prijeti v Švico ali pa ne vem, pač ne boš mogel iz tazga ali drugačnega razloga odprodati, je dobro, da ga imaš nekje pri sebi. Tako da ni eksaktnega odgovora. Najboljši odgovor je, kot so prej rekla, mej razpršen. In v bistvu ki si rekel, orodje, kjer orodje rabiš. In kakorkoli, vsak, ki bi nekaj favoriziral, je najboljše imeti vse pri sebi doma. Ni res, ali pa najboljše imeti vse na varnem shranjen v Švici. Jajn, pravijo Nemci. Ampak govorimo tudi o ostalih naložbah. Mogoče je v zadnjih 10 letih bila super naložba delnica Tesla. Ampak ali je dobro samo v eno delnico se pozicionirati? Ne veš. Ja, dobra poanta. Zdaj pa bi se dotaknil malo zgodovine vrednosti zlata. Če pogledamo logaritmično lestvico, test skico vrednosti zlata zadnjih 100 let, vidimo, da je par
krajših obdobij, ko cena skoči, krat 2, krat 3, tako v parih letih, potem pa spet nekako stagnira. V nekem intervalu se giblje lahko 10-20 let, pa spet skoči. Kaj v bistvu povzroči te cenovne skoke? A so to, ne vem, inflacijska kriza, a je to bančna kriza, a je to, ne vem, geopolitični dogodki, vojne in podobno? Po moje si dobro že odgovoril. Ne? Vsakeč je ena kombinacija teh stvari. Ne? Zdaj, če gledamo mogoče res zadnjih 100 let, smo imeli mogoče 3 take vrhove. Ne? Podobno za zlato in podobno za srebro. Ne? Ker srebro ponavadi vedno sledi zlatu, majčkim zamikom in pol je tudi bolj intenziven, ima večji skok in pol ne nazadnje tudi večji padec. Ne? Pa mogoče, če rečeva, rast cene zlata, prvi tak skok je bil v 70 letih. Ne? Takrat, če se spomnimo malo zgodovinsko, smo imeli tudi naftno krizo, ne? Tudi dolžniško krizo smo imeli. Ne? In v bistvu plemenite kovine, to sem ravno zdaj pred kratkim poslušal enega strokovnjaka, šel analizirati povezavo naftnih šokov in cen plemenitih kovin. Ne? In je kaj ugotovil? Ugotovil je, da so podobni vzorci. Ne? Ko pride do naftnega šoka, plemenite kovine začasno upadajo, ker pač gospodarstvo rabi likvidnost, ne? Ampak potem se v relativno kratkem času ekstremno dvignejo. Ne? In to se je zgodilo tudi v 70 letih. Cena zlata, mislim, da v 10 letih je porasla za 2400%, srebra 3600, če se ne motim. Ne? Pol je pa pomagala še malo inflacija, pa tiskanje denarja in potem je v bistvu res šlo zlato precej parabolično. Ne? In kaj je ustavilo takrat 1980 to cena zlata? Ustavilo je, ko je Amerika izdala državne obveznice z visoko obrestno mero, 22% obrestno mero, in takrat je interes za zlato v bistvu ekstremno upadel. Logično, ne? Če ti varna država na svetu izda tako donosno obveznico, šrajš zamenjal. Dejstvo je, da je takrat imela Amerika, mislim, da 60% GDP-ja javnega dolga. Ne? In vprašanje, ki se postavlja danes pri zlatu, ali bi se isto zgodilo, če bi Amerika izdala državno obveznico s tako obrestno mero, ali bi zlato upadlo. Ne? Amerika ima danes preko 110% dolga, ne, GDP-ja in ratuje precej nestabilna. Ne. Tako da jaz mislim, da ne bi več dosegla takega padca. Tako da to je rečemo pol prvi del. Pri srebru je bila zgodba ne podobna, ampak zelo zanimiva. V 80 letih zgodba, v bistvu, če vtipkate v Google ali pa v AI, teorija, zarota bratov Hunt. Ne? Ta dva v bistvu brata sta bila sinova naftnega mogotca v Ameriki in sta ugotovila, da poleg nafte je tudi srebro zelo omejeno, ker je zelo majhen trg, govorimo o fizičnem zlatu. In sta začela kupovati, takrat je bilo srebro ekstremno poceni, $3 za eno unčo, danes je 60, 70, ne? Sta kupovala srebro. Kupovala in v bistvu vrednost srebra je začela rastati. Ne? In sta še kupovala in še bolj je začela rastati in sta še kupovala. No, pol sta imela pa smolo, da jima je zmanjkalo denarja, ne? In sta začela kupovati na kredit. In sta dosegla, da je cena šla še bolj gor, parabolično, ampak potem, ker sta bila pa toliko zadolžena, sta bila pa kar naenkrat odvisna od bank, ne? Ker ti moraš kredit odvrniti. Tako da se je v bistvu zgodba končala na temu, ne, da so jim blokirali posojila in v bistvu sta mogla odprodati ogromno količino srebra, zato je cena padla. Ne. Zato je kaj nauk zgodbe. Prvič smo videli, da če lahko 2 človeka pokupita praktično celo srebro na svetu, ne, to res lahko vpliva na trg in da vidimo, da je to res majhen trg. Drugič pa ne kupovati plemenitih kovin na kredit, ne, ker ti to nikoli ni dobro. Karkoli, tudi delnice smo videli, nikoli ni dobro špekulirati na temo. Ne. No, to je bil ta dvig v 70 letih. Naslednji dvig je bil
Od leta 2008 do 2013, 2000 pač odvisno zlato je malo prej, bom rekel, začelo opaziti srebro malo kasneje, ki ga je povzročila finančna kriza, tiskanje denarja, tiskanje dolarja. V bistvu v enem letu od 2008 se je količina dolarjev podvojila. Ko so, mislim, da je bil takrat Ben Bernanke, guverner ameriške centralne banke. On je rekel, ne skrbte, mi bomo rešili to krizo. In ko bom rekel, guverner, ki ima veliko tiskarno v ozadju, to reče, pomeni je enako printanje denarja. In to se nas tudi učili na fakulteti. In v bistvu več denarja kot je, višja je pol inflacija. In v bistvu ljudje pol iščejo stvari, ki v bistvu jih zaščitijo proti inflaciji, in zlato je taka dobrina. Na zadnje takrat so pol rasle po padcu, tudi nepremičnine, tudi delnice, in v bistvu se je vse dejansko začelo napihovati. Pol je pa prišlo v bistvu do tega, da je pa leta 2012-2014, ko je bila vrednost zlata zelo visoka, je pa v bistvu na trg prišlo nekaj poslovnih bank, ki so pa začele ne na trgu fizičnega zlata srebra, ampak na trgu papirnatega zlata in srebra manipulirati s cenami, tako imenovanim šortanjem plemenitih kovin, kajti tukaj, tako kot pri nafti, v bistvu sta trga povezana. Svetovna cena je oblikovana in bom rekel s trgovanjem na fizičnem trgu, kot tudi na futures, opcijskem, short in tako. Tako da so v bistvu ogromne pozicije, ogromno denarja, bom rekel, vložili, da so zbili ceno, tudi za 40%. Tako da se je cena pol dejansko, bom rekel, ustalila nekje 30 do 40% nižje. In bila relativno stabilna do časa COVID-a. V bistvu takrat smo imeli tudi negativne obrestne mere, če se spomnimo. Ampak od časa COVID-a, oziroma lahko rečemo, to res ponovno rast je pa spodbudila v bistvu to povpraševanje strani Ruske centralne banke, kjer so evidentno začeli v bistvu odprodajati ameriške državne obveznice in namesto tega v bistvu kupovati zlato. Centralna banka Kitajske naj bi to delala že prej, ampak niso bili objavljeni uradni podatki, kako povečuje zlate rezerve. Tako da tudi te javni podatki, ki jih danes lahko pridemo do njih na tako imenovanem World Gold Council, kamor centralne banke sporočajo, koliko ima zlatih rezerv, je verjetno dejansko tako, da ima Kitajska centralna banka vsaj dvakrat više zlate rezerve, kot so uradno objavljene. No in v bistvu od takrat naprej je pa res povpraševanje strani centralnih bank izrazito povečano in volumensko in vrednostno. Tako da in večina v bistvu teh nakupov je financiranih z odprodajo ameriških obveznic, ki so bile prej v rezervi, odprodajo dolarjev in bom rekel nakupom zlata. Kar je mogoče še ena zanimivost, da je pa Ruska centralna banka pred slabim letom pa napovedala, da bo začela kupovati tudi fizično srebro. To se mi zdi zelo pametna, bom rekel, poteza, ker če so zaračunali, koliko je res malo srebra, in dodatno, če se bo še kakšna druga centralna banka lotila tega, jaz mislim, da bo bogato nagrajena. In če bi se to lotila Slovenska centralna banka, bi bilo res v bistvu dobro za Slovenijo. Naslednje vprašanje, Peter. Ali je trenutno zlato drago? Oziroma, če drugače postavim vprašanje, kako vemo, kdaj je neka stvar v balonu, kdaj pa v bistvu zlato samo nadoknadi stagnacijo iz prejšnjega obdobja? Podobna vprašanja so se pojavljala od leta 2008 pa do tega vrha. Vsak, bom rekel, medij, skoraj vsaka druga stranka je vprašala, zdaj je pa res že drago. In nominalno je res rekordno. Čeprav zdaj zlato je imelo en tak vrh v januarju letos,
pa je zdaj nekje okrog 15% nižje od tega vrha. Ja, nominalno je res visoko, ne? Ampak mi moramo v bistvu primerjati, v primerjavi s čim je visoko. Ne? Obstaja več različnih kazalcev, jaz se mogoče uporabljam največ dva. Eno je v bistvu sorazmerje med surovinskim indeksom na, bom rekel, ameriški borzi in pa indeksom S&P 500, ne, sprav 500 ameriških podjetij. In tukaj vidimo, da generalno so surovine na dnu, na 50-letnem dnu. Ne? V primerjavi z S&P 500. Z delnicami, z S&P 500. Ja. Tako da v bistvu zame je to signal absolutno, da je zlato pocen. Mislim, ne bom rekel, da je pocen, ampak v bistvu, da ni precenjeno, ne? Recimo fair vrednoteno. No? To je eno. Drugo, obstaja, bom rekel, Shillerjev indeks. Ne? To je v bistvu Price Earnings Shiller Index, se pravi, kjer primerja isto S&P 500. V bistvu 10-letno tako povprečje jemlje, tako da v bistvu odstrani te, bom rekel, ta velika nihanja, no? Rečemo temu. No, in v bistvu prikazuje, koliko let rabiš ti dobiva dividende, da lahko kupaš vrednost tega indeksa. Ne? In v bistvu danes smo na 40 plus let. Povprečje 120 letno je pa med 15, pa med 10, pa med 15. Ne? In bom rekel, zame to pomeni, da so danes delnice generalno precenjene. Ne? Indeks Shiller Price Earnings leta 2029 je bil 33, ne? Ki je bil pol leta 2029, ki je bil borzni zlom padel na 10. V času internetnih delnic, ki je bil rečemo all-time high, je bil ta indeks 45, no danes smo pa na 40. No? In od tega all-time high je padel precej globok, malo se je popravil do leta 2008, ne, ki je bila pol spet kriza, in pol je padel tudi na nekje 15. Ne. Tako da, v primerjavi z delnicami je zlato dobro ovrednoteno. Ne. V primerjavi z nepremičninami, ki tudi v bistvu vidimo, ne, za nekega normalnega, bom rekel, posameznika ali pa družina je danes nepremičnina nedosegljiva na nek normalen način. Ne. Lahko vzameš 40-letni kredit, pa starši ti morajo malo pomagati, ne, pa bo šlo, da boš dobil neko, ne vem, dvosobno stanovanje. Čeprav lahko rečemo, v Sloveniji živimo res v luksuznih še nepremičninah, ne, če primerjamo Japonsko, ki živijo v 15 kvadratih, ne, ali pa Švica, izredno draga država, čeprav nam je mogoče vsem nek zgled, ne, ampak kakorkoli Slovenija, po mojem mnenju, ima najboljše sorazmerje v bistvu za kvaliteto življenja, ne, in prihodkov in stroškov. Tako da, če dodamo pa še znanje financ, pa malo v bistvu vložimo v bistvu svoje znanje v ustvarjanje premoženja sistematsko, ne, ali pa mi starši za otroke že, ne, jaz verjamem, da bomo lahko, bom rekel, kar ohranili ta raj na zemlji. Dajva pogledati še, omenil si kriptovalute, Ane. Bitcoin se omenja kot digitalno zlato. In kot si omenil redkost, ne, če poznaš stock to flow indeks, se pravi, stok je količina surovine v obtoku, ne, v celem svetu, flow je pa, koliko jo na let nove pridelajo. Se pravi, ko pogledamo na zlato, ne, njegov stock to flow, mislim, da je tam okrog 60, nekaj tazga, ki pravi, da v bistvu 1,6% dodatnega zlata vsako leto. Vsako leto pridelajo. Je kar to praviš. Tako je. Zdaj pa z zadnjim halvingom je pa zlato presegel, je pa Bitcoin presegel zlato, ima višji stock to flow indeksa. Češ, da je to zlato zato, ker je imel najvišji stock to flow indeks. Zdaj ga je pa Bitcoin presegel. Kako ti gledaš na Bitcoin z tega vidika, a je to konkurent zlatu? Mislim, da ne bi sploh rabili govoriti o konkurentu.
Mogoče, če se vrnem na to, kar si rekel, digitalno zlato. Ne? Takrat, ko grejo cene bitcoina, je digitalno zlato, pravijo, pol, ko grejo pa cene dol, pa ni digitalno zlato. Ne? Pač dajmo se odločiti, a pol je ali ni. Ne? Ampak to kmečkam čist komentar. Spet, če gledamo zgodovino razvoja finančnih produktov, ne? Je vedno, ko je prišel nek nov produkt na trg, so rekli, ne, to je brez veze, to je špekulativno, to ni dobro, to je manipulativno in tako naprej. Ampak ta produkt je ostal. Ne? In v bistvu tako smo pol prišli tudi do kriptovalut. Recimo pač Bitcoin kot predstavnik, glavni predstavnik kriptovalut. Ne? Jaz verjamem, da pač tudi kriptovalute bojo ostale, da je dobro imeti del premoženja tudi razpršen v kriptovalutah, ne? Kajti če ne bi bile zanimive, ga danes ne bi bilo več. Vedno bolj je zanimiv za mlajšo populacijo. Mi smo v lanskem letu delali eno raziskavo in smo prišli do vzorca več kot 1000 odgovorov, kjer smo jih vprašali med drugim tudi v času aktivne dobe. Katera je za vas najboljša naložba za naslednjih 10 let? Ne? In so odgovarjali, prvi dve naložbi sta se menjavali zlato in nepremičnine. Tretja naložba, pa četrta, sta se pa tudi izmenjavali, so bile pa kriptovalute, pa investicija v lastno znanje. Tako da v bistvu in pač ugotovili smo, da kriptovalute so v mlajši populaciji absolutno zanimive. Ne? In ta mlajša populacija je vsako leto starejša, ne? Se pravi, je to v bistvu stvar, ki ne bo šla v pozabo. Tako da ne bi se v bistvu opredelil, ali je Bitcoin digitalno zlato ali ne. Se mi zdi smiselno imeti nekaj premoženja v zlatu in smiselno tudi imeti nekaj premoženja v Bitcoinu. Ne? Okay, smo nazaj pri razpršitvi. Ne? Ja, mogoče bi se pa sam še nazaj navezal na srebro. Ne? En ful zanimiv podatek, ki je bilo vprašanje, je zlato precenjeno ali je realno vrednoteno. Srebra se letno nakoplje glede na zlato približno 7-krat več v tonah. Ne? In če je nečesa 7-krat več, je pol po neki kmečki logiki 7-krat cnej. No, trenutno je srebro več kot 60-krat cnej od zlata. Se pravi, primerjalno gledano, več se ga porabi, ne akumulira, 600 leto je deficit v proizvodnje, ne? Se pravi, več se ga porabi kot nakoplje, pa 60-krat je cnej, pa nakoplje se ga samo 7-krat več. Ne? Tako da srebro je tisto, ki je res podcenjeno. Okay. Še vedno. Kljub temu, da je zdaj $80. Ali ja, ampak mogoče je zdaj samo malo bolj realno vrednoteno. Najem profesor, mislim, da je bil to, se ne spomnim, je bil to gospod Prašnikar na ekonomski fakulteti, je rekel, lej, trgi so vedno tako, skoraj nikoli niso v ravnovesju, ne, ampak vedno težijo k ravnovesju. Ne, in prav, predstavljate si to tako kot elastiko. Ne. Bolj, ko jo nateguješ, bolj je iz ravnovesja, ampak ko jo spustil, bo pa hitro šla spet nazaj v ravnovesje. Ne. In tukaj je bilo pri srebru tako, desetletja so ga v bistvu porivali navzdol. Tudi zlato, ne. Obstaja ogromno tožb zaradi manipulacij na trgu zlata, srebra, tudi obrestnih mer med drugim. Ne. Tako da zdaj, ko je srebro pa zlato malo zraslo, po moje, da je šele prišlo, še ni do ploska, ne. Ampak smo tle nek. Pol se mora pa v bistvu šele nategniti, da rata precenjeno. Okay. Tako nekje, no, tle nekje smo. Ja. Zdaj gre pa na naslovno vprašanje, Peter. Kako se lahko pripravimo na naslednjo krizo? Ne moramo se, ne. Hecam se. Jaz mislim tako, no, moramo biti zelo pragmatični. Prvič je pomembno, da se moramo zavedati, da se stvari vedno spreminjajo. Ne? Delal sem eno prezentacijo in sem šel gledati od leta 1991, ki se je Slovenija osamosvojila, sprav to zdaj 35. leto bomo letos, smo imeli več kot 50 različnih kriz, ki smo jih doživljali ali direktno v Sloveniji ali pa indirektno. Ne? Se pravi, finančna kriza, COVID kriza,
naftna kriza in. Ne? Tako da v bistvu mi živimo krize na vsakih par let. Tako da kako se pripraviti na naslednjo krizo? Vprašanje je, kakšna bo ta kriza. Govorijo v bistvu o neki ogromni krizi ali govorijo zdaj v krizi zaradi tega, ker bojo cene nafte malo više, ali bo problem s hrano, ali bo v bistvu klimatska kriza. Ne? Tako da, ne vem, jaz mislim, da pomembno je, da nimamo nekih prevelikih potrošniških navad, ne? Da lahko živimo tudi z manj denarja, z nižjim standardom, ne? Da ni treba, da v bistvu vsako leto potujemo na nov kontinent, ne? Da v bistvu ne rabimo imeti toliko oblek in jih menjati in toliko parov čevljev in toliko avtomobilov in tako naprej. Super je, če si to lahko privoščimo, ampak da vemo, da lahko živimo tudi za manj. Ne? To se mi zdi najbolj pomembna stvar in nekako bomo mogli prilagoditi neke svoje navade. Ne? Ker v Sloveniji v zadnjih, 30 let neke resne krize nismo imeli, nekega pomankanja nismo imeli. Ne? V bistvu. Tako da to čist psihološko, se pravi, živi preprosto, imej življenje v ravnovesju, imej dobre prijatelje, pomagaj drugim, jej normalno hrano, preprosto, ne, lokalno, imej neko rezervo finančno, glede na to, da se ukvarjam z zlatom, pa srebrom, rekel, absolutno tudi v zlatu in srebru. To je to. Uživaj življenje in bom rekel, kaj pravijo, ne, pač kriza je lahko za nekoga tudi priložnost. Razmišljajte na ta način, da ko bo neka kriza, da bo za vas priložnost. In edina stalnica v svetu so spremembe, ne? Tudi vemo. In probajmo tako, bom rekel, se nastaviti. Kako bi pa izgledal protikrizni portfelj? Govoriva za finančno krizo, če bi prišla. Ja, recimo tako, naslednja kriza, ki prihaja, ne? Ti si zdaj več jih tlele omenil, a ne? Kako se, pa ne vemo, kakšna bo, ne? Kako bi izgledal portfelj, da si pripravljen, ne? Tako kot si rekel, da bomo lahko izkoristili priložnosti? V bistvu vedno se je izkazalo, da je ključ v likvidnosti. Ne? Se pravi, imeti neke naložbe, ki so v času kriz vedno likvidne. Ne? Pa da jih lahko malo razpršiš. Se pravi, če greva v bistvu denar, greva po mogoče teh naložbenih razredih. Ja, se pravi, denar je visoko likviden, govorimo, da ga ne vežeš, in tudi lahko ga razpršiš. Ne? Ampak če je v bistvu ta kriza, kjer je inflacija, ti izgublja vrednost. Okay? Dobro ga je imeti, ker takrat, ko pride kriza, kakšne stvari upadajo. Ne? Recimo vrednosti nepremičnin padajo in če imaš ti denar, lahko kupaš poceni nepremičnino. Ne? Se pravi, denar je dobro imeti. Ne? Če je prevelika inflacija, takrat smo mi v marke menjali, ne? V Jugoslaviji, zdaj recimo ljudje menjajo v zlato, pa srebro. Ok, denar. Nepremičnina, se pravi, če je kriza, jo ne moreš vzeti s sabo. Ne moreš prodati samo balkona. Ne? Se pravi, če že, ok, pomembno je imeti lastno nepremičnino in Slovenci tukaj mislim, da smo dobro pozicionirani. Ne? Naložbeno nepremičnino pa, se pravi, če imaš dovolj denarja, je super. Imeti v času inflacije, pa če ne rabiš prodati, je to dobro, ne? Ker vrednosti v času inflacije nepremičnin tudi rastejo. Ne? Tako da nepremičnina ni slaba naložba za čas krize, če ne rabiš prodati. Pol imamo recimo delnice. V času inflacije so se izkazale tudi vedno kot dobra naložba, ker ko gre vrednost denarja upada, pač bom rekel, grejo vrednosti podjetij nominalno gor, tudi delnice potem rastejo. Ne? In v času krize tudi ne propadejo vsa podjetja, ampak nekatera delajo tudi bolje. Ne? Tako da delnice tudi ni slaba stvar imeti, seveda pa v ta pravem razredu. Ne? Recimo se pravi takrat commodities, delnice rudnikov so lahko zelo zanimive. Ne? Obveznice v času kriz
Je pa zdaj vprašanje tudi, kakšna kriza je. Ne? Če je to v bistvu kriza, kjer je kriza javnih dolgov, pol ni najboljš imeti obveznice tistih držav, ki propadajo. Ne? Grška kriza, se spomnimo, ne? Takrat je v bistvu prišlo do odpisa javnih dolgov, pomeni, da so lastniki obveznic izgubili 50% svoje vrednosti. Ne? Sprav, ni najboljš, tako da jaz osebno tudi nisem za naslednjih 10 let velik pristaš v bistvu obveznic. Ne? Se pravi, obdelala sva denar, nepremičnine, delnice, obveznice, plemenite kovine. Smo ugotovili, da v bistvu v času povečane inflacije, vojen so se izkazale kot, bom rekel, varno zatočišče. Tako da za naslednjo krizo, ki jo jaz ocenjujem kot, bom rekel, lahko krizo inflacije in javnih dolgov, mislim, da bojo odigrale dobro vlogo. Tako da imeti plemenite kovine, lahko jih, če imaš, bom rekel, v manjših enotah, si, bom rekel, zelo fleksibilen in zelo likviden. Ne? To je pomembno. Ne? Enako, če takrat vrednost nepremičnin upade, lahko v bistvu prodaš ali pa zamenjaš zlato, srebro za nepremičnino, ne? In si naredil velik profit v bistvu. Zadnjih 100 let sem nekje bral raziskavo, kakšna je korelacija oziroma povezava, ko upadajo delnice, kaj se dogaja z zlatom. In je v bistvu zelo, bom rekel, velika, kako rekel, antikorelacija. Ne? Ko, bom rekel, delnice konkretno upadajo, se je od 25 primerov zgodilo samo 5-krat, da je tudi zlato upadlo. Vedno, se pravi, v 20 primerih je zlato zraslo. Okay? Edino v enem primeru od 25, ko so šle delnice dol, da je šlo zlato bolj dol. To je bilo pa leta 1980, ki je bil pa v bistvu zlato zelo visoko vrednoten. Tako da za čas, bom rekel, ko so delnice precenjene, kar sem tudi omenil, mislim, da bo dobro imeti plemenite kovine, če bo pa kriza na delniškem trgu. No, pa delnice, da grejo delnice gor in zlato gor, to smo tudi zdaj videli. Ne? Ja. V bistvu boje šlo naenkrat gor. Tudi videli smo, da šlo boje dol. Tako da tukaj je pa po mojem mnenju tudi vpliv tako imenovanega papirnatega trga, ne? Se pravi srebra in zlata. Ne? Se pravi, glih zato, ker je taka velika likvidnost, ker denar išče dodatne, bom rekel, donose. Gre veliko tudi v bistvu v tako imenovano papirnato zlato, srebro, in lahko se zgodi, da ko bojo delnice padle, da bo tudi nehaj na trgu zlata, ker v bistvu takrat ogromno, rečemo, naložb, ki so v minusu, rabijo v bistvu dodatno likvidnost. Ne? In to jo dobijo pri zlatu in srebru. In zato v bistvu zlato pade navzdol in se pol relativno hitro pobere. Ne? Tako, kot sem prej v začetku rekel, zaradi naftne krize. Podobna zgodba. Za kripto, pol še ostaneva mogoče. Ne? Tle pa ne znam povedati v bistvu. No? Kaj se bo zgodilo? Vidimo, da v bistvu so pač še bistveno večji nihaji. Nikoli ne veš, kaj bo. Je pa mislim, da dobro, da tudi tam nekaj imaš. Ne? V času krize in verjamem, no, mogoče to, da če bo inflacijska kriza ali pa kriza javnih dolgov, da bojo kriptovalute tudi dobro zatočišče. Kaj pa neka taka, rekel, univerzalna utež v portfelju za plemenite kovine? Kakšen delež, da bi ga imel? A imaš kakšen interval, ki ga zdaj recimo svetuješ? Ameriška centralna banka. Ne? Ja. Ona ima zlato, pa ima ostale rezerve. Ne? No, in ostalih rezerv je v tem trenutku 20%, zlata pa 80%. Nemška centralna banka ima preko 60% v zlatu in ostalih rezervah okrog 40%. Ne? Zdaj, kako bi to komentiral? Ne? V bistvu, jaz sem komentiral tako, da rečem, res ima zelo malo drugih rezerv, ne? Če je to tak delež, ker je absolutno zelo velik. Primerjava Kitajska centralna banka, ki v bistvu ekstremno kupuje zdaj zlato, ona ima pa delež v zlatu samo 8%. Sprav,
92% targeti. In jaz mislim, da oni se bojo zelo trudili, da bojo pa povečali ta delež. Sprav, to je stanje pri centralnih bankah. Slovenska centralna banka mislim, da ima okrog 9,2% v zlatu, pa ostalo, evri, dolari in tako naprej. Zdaj, to so banke. Potem stara, bom rekel, židovska razporeditev, ki jo verjetno poznamo, so tretjine. Sprav, tretjina banka, denar, tretjina, bom rekel, zemlja, delnice podjetij, realno premoženje, pa tretjina zlato in srebro. Sprav, tretjina. Tako da nekako jaz sem najbolj zagovornik v tem trenutku, nekje tretjino je dobro imeti v plemenitih kovinah. Zdaj, če pa berem malo analitike, finančnike, oni pa prej so rekli, kakor si na začetku omenil, zlato ne prinaša obresti, ne prinaša dividend in tako naprej. Oni bi imeli nekje 1-2%, ampak tudi so napredovali, tako da nekje omenjajo med 5-10%. Dobar. Če recimo tle dava nek interval od 5 do 10 do 33, recimo. Ja, mislim, smo kar na varni strani. Je safe side. Okay, hvala, Peter. Da pa še hitra vprašanja, ki so malo bolj napovedne narave. Pa te bom vprašal, kakšna bo vrednost zlata konec leta 2026? Konec tega leta. Banke napovedujejo vsaj 20% više, pa bi se jim tle kar pridružil. Ok, se pravi, zdaj je koliko 4700, 4800? V dolarjih, ja, banke napovedujejo okrog $6,000. 6,000. Ja. Banke so drugače vedno zelo konzervativne bile pri napovedih zlata. Res, v zadnjih 20 letih, ki spremljam, so bile mogoče 4-5 let, da so banke napovedovali, da bo cena zlata rasla. 2 leti nazaj, Bank of America, ali pa zdaj že 3 leta nazaj, takrat je bila cena zlata $1,500 za unčo, je ona rekla, čez 2 let bo cena 3,000. To je bila prva taka zaznava, in res se je zgodil. Takrat noben ne verjel. Tako da banke v bistvu so zdaj na 6,000, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Bank of America, se vse gibajo napovedi tam nekje. Tako da to pomeni, da glede na to, da imajo res močne analitike v ozadju, se more nekaj kuhati v ozadju svetovnih financ. Mogoče sam komentar, pri napovedih se pa vedno vsi zmotimo. Tako da ne bo to sam tako malo za intervencijo. To samo zato, da bomo lahko enkrat pogledali, če smo prav. Vrednost srebra konec leta 2026. Ja, srebro je imelo zelo eksplozivno rast v novembru, decembru in januarju. Jaz mislim, da bomo ponovno doživeli rekordne cene. Vrednost srebra realno je na $130 za eno unčo, zdaj smo okrog 70, ravno zaradi vseh razlogov, ki sem jih prej omenil. Ma pa še daleč višji potencial. Še posebej, recimo, če rečemo srednji do dolgi rok, mogoče, če imamo toliko časa. Nekje 5 do 10 let horizont, bi pokomentiral tako. V oktobru je bil na našem kongresu en gost iz Amerike, James Rickards. Poglejte si ga na YouTubeu, res dober, res dober analitik. On je rekel, da vidi precej hitro ceno zlata tudi na $10,000. Njegova najvišja napoved je $23,000, ampak rečemo $10,000. In če rečeva, da bo takrat sorazmerje med zlatom pa srebrom, se pravi, da 1:60, da bi bilo recimo 1:20, se pravi 10,000 deljeno 20 je $500 za eno unčo srebra, zdaj smo pa na 70. In to ni nemogoče, lahko rečejo tudi mogoče kakšno drugačno sorazmerje, to je sam pač igra številk. Ampak v kakšnem časovnem horizontu to govorimo? On je rekel za zlato, nekje 5 do 10 let. Aha, okay. Tako. Zdaj govorila sva tudi o Bitcoinu.
Imaš tle kakšno napoved za konc 2026? Ne vem, poprec pa ne vem. Da pa še ena stvar. No. Si velik zagovornik zdravega življenja in dolgoživosti. Ne. Se ukvarjaš tudi z hiperbaričnimi komorami. Ne. Jih ponujaš kot storitev svojim strankam. Ne. Ukvarjam se v bistvu glih ne, no, ampak imel sem super izkušnjo glede tega. Sam sem, ko sem bil mlad, treniral tek na smučeh in bom rekel, res smo pretekli ogromno, prehodili ogromno hribov. No, pol, ko sem pa začel delati, sem še vedno pač veliko smo hodili v hribe, ampak pol naenkrat me je pa res začel kolen boleti. Ne? In to tako, da to je bilo pri 23 letih, da dejansko iz Šmarne gore nisem mogel iti brez palc. Mislim, to je bilo res za me stres, v bistvu, ker si v enem dnevu lahko šel na Triglav gor pa dol brez problema. Ampak vedno, mislim, nisem šel k zdravniku, ampak vedno sem verjel, da nekaj se bo pa že najdel, ker ti to posanira. Tako da in res v bistvu eno leto, to je zdaj nekje okrog 5 let nazaj, v Šenčurju, kjer imamo pač sedež podjetja Elementum, 200 metrov naprej je bil pa tudi en Peter. In on je pa v bistvu izdeloval hiperbarične komore in jih še izdeluje. Najboljše na svetu za moje pojme. Ne? In takrat sem naredila pol skupaj predavanje Kisik in finance. Tako da takrat v bistvu sem tudi spoznal, kako pomemben je kisik za preprost kisik za nas, za naše telo, v bistvu kako mu omogoča in olajša samo zdravljenje. In takrat sem rekel, pač, zakaj pa ne bi šel, bom rekel, na 10 teh terapij v hiperbarično komoro, pa da vidim, kakšne bojo učinke. Ne? In neverjetno res po 6. terapiji sem jaz šel v bistvu pač spet malo športati v hrib, nisem več v bistvu imel težav s kolenom. Ne? In po 10. terapiji sem šel na Storžič, se pravi 3 urah gor in potem še hitreje dol, seveda, ne? Brez težav v kolenu. Sicer so me noge tako bolele, da sem komaj hodil, ampak kolena pa ne. Tako da in takrat sem pa začel tudi malo v tej smeri razmišljati in v bistvu sem ugotovil, da je ta hiperbarična komora oziroma hiperbarična terapija zelo poznana stvar v principu. Že več kot 200 let se pozna, zelo podobno kot zlato srebro. Ne? Pač dobra stvar, ker zelo malo ljudi ve o tem. Ne? In seveda je pomembno, kako globoko se spuščaš ali pa v hiperbarični komori, na kakšen tlak greš, imaš različne pozitivne efekte. In ugotovil sem, da je investicija v to komoro ena po moje najboljših investicij v življenju, ki jih lahko narediš, poleg investicije v znanje, pa v plemenite kovine. Pa vam bom čistko rekel, ne? Se pravi, takrat sem bil star 40 let, sem rekel, da je pač ta komora stane 50 000 evrov. Sem rekel, da živel bom sicer do 106, sem imel takrat idejo, ampak zaradi lažjega računanja 50 let, ne? To je v bistvu 1000 evrov na leto. Ne? To je 83 evrov na mesec. Se pravi, če nimam zase 83 evrov za zdravje, najboljše, na mesec pol ne rabim živeti v bistvu. Ne? Tako da v bistvu sem šel v investicijo te hiperbarične komore, predvsem zaradi sebe, pa zaradi svoje družine. Pol pa če v bistvu glede na to, ker noben skoraj ne pozna tega, ne? Da spozna tudi v bistvu to hiperbarično komoro, jo lahko tudi uporabljen v bistvu za svojo korist, kaj naredi, ne, za svoje zdravje. Tako da, ja, po tem nakupu sem tudi povišal v bistvu svoje pričakovano, bom rekel, življenjsko dobo, kvalitetnega življenja iz 106 na 120 let. Me pa šiša naš ultraplavalc, ne, ki sem ga spoznal pred leti. Takrat je glih v bistvu imel 70 let, ne, Martin Strel. Pa je bil tako vesel, ker je bil star 70, ne, pa ga vprašam, Martin, pa čem je catch, ne? Prav, a veš, jaz sem se z ogromen doktorji pogovarjal, veš, človeško telo je res narejeno, da doživi 140 let, ne? Se pravi, sem šele na polovici. Tako da, ja. Star si to, kakor se počutiš v bistvu.
Starost je samo številka. Tako. Da pa še zadnje hitro vprašanje. Kako je na naslednjo krizo pripravljen Peter Slapšak? Jaz mislim, da je kar dober. Če gledamo, da bo to naftna kriza, imamo tudi v bistvu električne solarne panele. Ne? To je res čudo, v bistvu, kad ti sonce dela elektriko. Tudi to srečo smo imeli, da smo še vedno neto uporabniki te sheme, ne? In se več elektrike pridela, kot se uporabi. Hiša je dobro izolirana, električne avto imamo tudi, tako da imamo mobilnost. Ne? Bom rekel, kakšne stroške velike poloperativne nimamo. Starejši, ki si manj poješ, manj rabiš v bistvu stvari, tako da tudi z tega stališča ni nekih izzivov. Del premoženja je razpršeno tudi v plemenitih kovinah, shranjenih na varnem mestu, in pa živim bom rekel, čudovito družino. Živim v bistvu v okolju, kjer so sodelavci res, bom rekel, pozitivni, ne? Produktivni, in v bistvu s tem, kar počnemo, se pravi prodajo zlata in srebra, tudi verjamemo, da delamo veliko pozitivnega drugim, kupcem, vlagateljem, investitorjem. Ne? Tako da v principu naj pride. Ne? Odličen zaključek. Peter, hvala ti za tvoj obisk. Hvala za povabilo. Gledalci in gledalke, se vidimo naslednjič. Čau.